Potem, ko je predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar z besedami ne more pobirati milijardo evrov in ne pojasniti, kam bo ta denar dal, pozval ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca k odstopu, je ta danes napovedal, da bo večji del mreže za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu vzpostavljen že med poletjem. Pravica, za katero smo uradno začeli plačevati ta mesec, vsi zaposleni in delodajalci 1% od bruto plače, upokojenci 1% od neto pokojnine, samozaposleni in kmetje pa 2% od bruto plače, pa bo zaživela jeseni, napoveduje minister Maljevac. Takrat naj bi izdali tudi prve odločbe. So ta pojasnila dovolj za obrtnike in podjetnike? Z nami sta minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar. Dober večer obema. Dober večer. Gospod Maljevac, najprej povejte nam, koliko denarja boste letos pobrali za dolgotrajno oskrbo in koliko prihodnje leto? Mogoče začnem najprej s tem, da me pozivi gospoda Cvarja zelo preseneča. Konec koncev smo zelo veliko skupaj sedeli, diskutirali o dolgotrajni oskrbi in se mi ob vsemu temu moramo vedeti, da prispevek ni nekaj novega. O prispevku govorimo že od sprejema zakona, torej 2 leti pa pol. Me je vse to izvajanje kar presenetilo in ga ne morem razumeti drugače kot politično. Očitno smo že v fazi politične kampanje, tako da ne bi bil nič presenečen, če bi v začetku drugega leta na volitvah videl gospoda Cvara na plakatu kakšne od političnih strank, ki ima probleme predvsem z levico in z delom, ki ga mi delamo. Ampak dajva tukaj narediti piko, ker ste izvali gospoda Cvara, ne? Vas bomo videli na kakšnem plakatu, kakšne politične stranke? Gre tukaj za politični obračun z ministrom Maljevcem? Nikako ne, tole, kar zdaj poslušamo, je prav smešno. Ko pač nimaš drugega odgovora, potem začneš človeka osebno diskreditirati. Jaz sem glas obrtnikov in podjetnikov in tokrat stopam na stran celotne družbe, ki bo plačevala nekaj, za kar do sedaj ni bilo pojasnil, natančnih pojasnil. Mi smo sedeli, ampak kaj pomaga, če sedimo, če se pogovarjamo, na koncu pa ni natančnih številk. Poglejte, že sedaj smo za dolgotrajno namenjali 400 milijonov evrov, pobirali bomo letos 250, naslednjo leto 650. Ko to vse skupaj seštejemo, pridemo do takšnih sredstev, torej čez milijardo evrov samo naslednje leto, tudi 400 milijonov do sedaj porabljenih, je nekdo prispeval, mi, davkoplačevalci, kje se bo to poznalo? Skratka, teh odgovorov ni. Tudi ko smo dobili v delovni skupini, kjer smo se pogovarjali, neke številke, ko smo povprašali po natančnih obrazložitvah, kaj bomo s tem denarjem in kaj posamezna postavka pomeni, teh odgovorov ni bilo. Minister Maljevec je sedel na obrtni zbornici 24. aprila, obljubil, da bo te številke predstavil do 24. maja, ampak do sedaj teh številk ni. Nam lahko te številke zdaj predstavite? Enostavno ni res. Kot rečeno, sedeli smo vsega skupaj dejansko 15-krat, ko smo pojasnjevali številke. Veseli me, da končno slišim prave številke, ne o milijardah. Kot rečeno, letos bomo z letošnjega prispevka pobrali 250 milijonov. Evo, tu pokažem vsem gledalcem stroške dolgotrajne oskrbe v letošnjem letu. Ti znašajo 270 milijonov. Tu bo prispeval tudi proračun. To so izdatki vezani z ZZZS-ja, izdatki iz proračuna in seveda dodatek za pomoč in postrežbo. Potem še podrobni podatki, ki so bili tudi vsem predstavljeni iz proračuna oziroma iz prispevka. Zakaj bodo šli? V letošnjem letu bo iz prispevka po naših ocenah porabljenih 166 milijonov, ostanka bo okrog 90 milijonov, ki se prinaša v prihodnje leto za področje dolgotrajne oskrbe. Mislim pa, da gospod Cvar je gospodarstvenik, verjetno se z mano strinja, da ko vzpostavlja še nov sistem in tako kompleksen, kot je dolgotrajna oskrba, je nujno, da imaš določeno zalogo. Predvsem nočemo, da se dogaja to, kar se dogaja z zdravstveno blagajno, da moramo vsako leto davkoplačevalci dodatno prispevati iz tega. To je vzdržen sistem, ki temelji na izračunih, ki so jih naredili strokovnjaki z področja socialnega varstva. Kot vem, to gospod Cvar ni, spozna se na obrtnike, spozna se na gostinstvo, to verjamem, da bistveno boljše kot jaz. Jaz pa zaupam številkam, ki so mi jih dali strokovnjaki z področja socialnega varstva. Kaj pravite na to? Veseli me, da se je minister tako dobro pripravil nad tole oddajo. Končno vidimo neke številke, ki jih seveda mi, socialni partnerji, nismo nikoli videli. Neki milijoni nas sedaj na hitro skupaj, bi rekel, predstavljeni. Ampak vse te številke
Številke smo vam že večkrat predstavili, vse te številke ste videli. Nikakor ne. Potem mi pa prosim odgovorite na vprašanje, na katerega nikoli niste odgovorili, ne, koliko imamo postelj v domovih za ostarele. Postelj trenutno v domovih za starejše je okrog 20 tisoč. 20 tisoč krat 12 mesecev. Vi ste sami dali tudi podatek, kakšna bo subvencija od 90 do 500 evrov, povprečje 300 evrov, to znese 75 milijonov. Nam ste predstavili, da boste za to subvencijo porabili 312 milijonov. A ste dali kak odgovor že na to vprašanje? Niste? Ja, gospod Cvar, verjetno ne veste, niste opazili, da so bile objavljene ure, cena ure za dolgotrajno oskrbo v instituciji. Ta znaša nekaj čez 26 evrov na eno uro. Največ ljudi v domovu za starejših je v tretji oskrbi. To je oskrba, ki vključuje 60 ur dolgotrajne oskrbe. Se pravi, do sedaj ti ljudje niso bili plačani? Ne, to so ljudje plačevali iz lastnega žepa. To znaša 1560 evrov na to osebo iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Ja, kljub temu, da sem gostinc... Ravno zaradi tega bodo oskrbnine v domovih za starejše nižje od zajamčene pokojnine. S tem zakonom, ja, v ospredje postavljamo ljudi. Popolnoma zavajate, to seveda ni res. Povedali ste, da bo subvencija 300 evrov povprečje in tukaj je računica 75 milijonov in tukaj je 240 milijonov razlike. Do sedaj tega odgovora niste dali, to isto vprašanje vam postavljamo vse skozi, tudi pri nas 24. aprila smo vam to vprašanje postavili. Če bi na to odgovorili, bi tudi o ostalih stvarih se normalno pogovarjali, tako pa teh odgovorov ni. Sem gostinec in znam zračunati, koliko je 1+1. Ampak gospod Cvar, jaz ne razumem, o kakšni subvenciji vi govorite. Od prvega dneva govorimo o 5 kategorijah dolgotrajne oskrbe, ki imajo koliko ur dolgotrajne oskrbe posamezniku pripada. To je od 20 ur do max 5. kategorije 110 ur. To pomeni, če nekdo v 3. kategoriji, kot sem rekel, bo mogel prejeti 60 ur socialne oskrbe v domovu za starejše po ceni 26 evrov in nekaj na uro, nedeljska postavka je višja. Na ta način omogočamo, da se bodo oskrbnine v domovih za starejše bistveno znižale, da bodo pod zajamčeno pokojnino in to je to, kar je bilo naš cilj. Dolgotrajna oskrba mora biti dostopna vsem, če pa gospodarstveniki niso pripravljeni ob rekordnih dobičkih za to prispevati 1%, sam zelo veliko hodim po terenu. Upokojenca ali pa eno osebo, ki ve, kaj bo dobil z dolgotrajno oskrbo, ni nikoli še oponiral prispevku, ker ve, da na ta način bo ta bistveno bolj dostopna, kot je bila zdaj. Minister, kot vedno, meče ven podatke, v katerih javnost na tak način tukaj ne more soditi. Če bi mi na tistih sestankih, ki jih seveda omenja, to je bila delovna skupina, dobili te številke in bi tam lahko seveda razmišljali, potem danes te dileme ne bi bilo, lahko dokončam, lepo prosim. Potem pa seveda tudi, kje je tukaj logika, da gre za solidarnostni prispevek. To ne gre za zdravstveni prispevek, kjer ima tudi tisti, ki to plačuje, neke koristi. Gre za solidarnostni prispevek in samostojne podjetnike, ki jih v Sloveniji več kot 100 tisoč, in to so najbolj ranljiva skupina rokodelcev, vseh tistih, ki vas strižejo, ki vam strežejo, pa ste jih obdavčili z dvojno obdavčitvijo za 2%. Kje je to logika? Ampak ravno samostojni podjetniki so nažalost, se strinjam s tistimi, ki imajo marsikdaj nižje prihodke in mislim, da je ta zakon nimajo regresa, nimajo dopusta, zato imajo. Tudi njim s tem stališčem, ker zdaj, ko imajo starše v domovih za starejše ali ko bodo sami in bodo imeli nažalost nizko pokojnino in bo ta dostopna in bo celotna dolgotrajna oskrba. Lejte, jaz plačujem ta prispevek z veseljem tudi za mojo babico, za mojo mamo, za mojo teto, za mojo sosedo, ki vem, da rabi pomoč in mi ni težko dati tega odstotka, ker vem, kaj to pomeni za sistem dolgotrajne oskrbe. Nikomu od nas ni težko dati tega odstotka, če bomo za ta odstotek kaj dobili. Bomo res dobili to, kar navajate in kdaj bo to zaživelo v praksi. Seveda bomo dobili. Da ne plačujemo nekaj vnaprej, brez da bi do tega prišli. Seveda bomo dobili. Dolgotrajna oskrba že živi. To večkrat ponovim. Prva pravica, ki se je začela z začetkom lanskega leta, je oskrbovalec družinskega člana. To je tisti, ko nas sorodnik skrbi za nas doma. Teh je že čez 1600 in se vsak mesec povečujejo. Začetkom tega meseca bodo to lahko tudi upokojenci. Prihaja dolgotrajna oskrba na domu. Pričakujem, da se bo nekaj tisočih vključilo v ta sistem do konca leta. Konec leta pa prihaja dolgotrajna oskrba v instituciji, to je 20 tisoč oseb, ki bo avtomatično prevedeno ob soglasju v sam sistem dolgotrajne oskrbe. Torej, konec leta govorimo o več kot 20 tisoč osebah,
ki bodo vključeni v sistem dolgotrajne oskrbe in bo ta za njih dostopna. Tu so še tisti, ki ta trenutek prejemajo e-oskrbo, teh je več kot 5000. Dobro. Torej, že ta trenutek je skoraj 8000 oseb na terenu, ki prejema eno ali takih oblik dolgotrajne oskrbe iz zakona o dolgotrajni oskrbi, v koncu letu pa še prevedba. Torej, govorimo o masi ljudi, za katere smo končno kot država poskrbeli tudi finančno in zagotovili sistem, ki je dolgoročno vzdržen. To je potrdila Evropska komisija, ki je pregledala vse naše izračune. To niso izračuni, ki smo jih delali na suho. To so izračuni, ki smo jih delali na podlagi projekcije, ki so bili potrjeni strani Evropske komisije kot primerni za vzdržnost sistema dolgotrajne oskrbe. Dolgotrajni oskrbi nikoli nismo nasprotovali. Želimo, da bo učinkovita in da bo primerno financiranje. Da se pobira davek ali pa prispevek na zalogo, je pa jasno, da temu nasprotujemo, ker smo izgubili zaupanje. V Sloveniji pobiramo prispevke za zdravstvo, pa je v rasulu, pobiramo prispevke za ceste. Poglejte, kakšne ceste imamo. Še nov eksperiment te vlade, ki se je šla tako rekoč v tem stanju spostaviti zakon in ga seveda od nas pričakuje, da ga bomo nekako pobirali na zalogo. To enostavno več ne gre. Tudi gospodarstveniki, ko želimo kaj sfinancirati, ko ste rekli že, da smo iz gospodarstva, gremo najprej na banko, da dobimo posojilo in zaženemo svoje poslovanje, moramo natančno navesti, kaj bomo s tem denarjem naredili. Vi pa do sedaj, razen teh številk tukaj, za katere dvomim, da so takšne, kot bodo v resnici namenjene in porabljene, ker imamo upravičen dvom iz vseh teh razlogov. Torej, zaupanje je bilo že zdavnaj izgubljeno. Želimo, da najprej dokažete, da bo storitev opravljena, potem pa se lotite financiranja te dolgotrajne oskrbe. Do takrat pa prenehajte z zavajanjem, torej neprestano poslušamo nekaj, kar je na novo izmišljeno in datumi, ki jih navajate, ko bo, če bo, so vedno novi in novi. Čez poletje ne boste spostavili dolgotrajne oskrbe. To vam pravijo vsi vaši partnerji in deležniki v dolgotrajni oskrbi. Jo boste? Ko pridemo do točke cest, mislim, da to vse pove, da smo ravno na točki politične kampanje in pogovora o tem, tako da tisto, kar sem uvodoma izpostavil, me je trenutno zadnje izvajanje nažalost še bolj prepričalo. Torej, v mislih ni dolgotrajna oskrba, ampak predvsem politična kampanja in napadi na levico in uspehe, ki smo jih dosegli v tej vladi. Kaj je res in kaj ni, bo seveda pokazala prihodnost, in jaz se nekako ne bom podal, jaz bom vedno stal glas obrtnikov in podjetnikov in to seveda lahko trdim z vso gotovostjo. Kar pa minister ne more z dolgotrajno oskrbo. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta. Hvala.